V naših raziskovanjih za migracije iz držav bivše Jugoslavije smo prišli tudi do doktorja Damirja Josipoviča iz Inštituta za narodnostna vprašanja, ki je dobro raziskoval, kako, kdaj in na kakšen način so prihajali južni bratje v Slovenijo, natančneje tudi v Zasavje. Pa poglejmo. Lep pozdrav. Danes ste tukaj, da boste predstavili, bom rekla, malce bolj strokovno, tudi s številkami opremljeno, kako so te migracije v obdobju, ko je rudnik bil v razcvetu, torej 50., 60. leta po vojni, prihajali Bosanci, tudi Hrvati, pa tudi Srbi, na območje naše regije, Zasavja torej. Ja, to je bil en tak prav poseben čas. Jugoslavija je razpadla oziroma bila razcepljena oziroma zasedena, razkosana med drugo svetovno vojno. Ni bilo sploh jasno, ali bo možno obnoviti državo nazaj. No, to se je izkazalo kot resnično in izvedljivo. Seveda je pa ta obnova države prinesla tudi nov družbeni red. Nov družbeni red je temeljil na večji delavski enakosti, predvsem pa možnost zaposlitve in predvsem na tem, da je lastništvo postalo ali državno in kasneje potem z Kardeljevimi reformami tudi družbeno, kar je zelo dobro preprečevalo potencialno prodajo, ne vem, tujcem in, ali kaj podobnega, ali pa privatizacijo. No, v času po letu 1945, ko je bilo treba masovno obnavljati, ker je bilo toliko škode zaradi bombardiranj, vojne in vsega tega, je seveda tudi določene gospodarske panoge so pomenile, kako bi rekel, neke vrste tisto izhodišče, neko ključno dejavnost. In dokler še ni bila industrializacija v polnem zamahu, ker industrializacija se začne šele tam nekje v 60-ih, masovno, ne, je bilo rudarstvo tisto ključno, od koder so konec koncev izhajali tudi mnogi člani nekdaj v ilegali delujoče komunistične partije. Tako da rudarstvo je bilo simbol tega dela in investiranja sebe za izgradnjo nove države. In tako so tudi rudarji takrat celo tekmovali udarnik meseca, udarnik leta in tako naprej. Skratka, zelo veliko je bilo vloženega v to, da so se razmere na deloviščih izboljšale, da so bili omogočeni večji izkopi letni. In tako je tudi bilo recimo v Sloveniji, da se je v tistih delih, kjer je še bilo živo rudarstvo, zlasti premogovništvo, ne, ker revirji so v takem geografskem delu tako imenovanih posavskih gub, geološko, da je tukaj v teh terciarnih plasteh so dobre zaloge te fosilov, ki so potem nastali iz njih premog, ker je tu nekoč bilo Panonsko morje, še predtem pa je bil globokomorski tektonski jarek, ki je po enih podatkih segel tudi 8 km globoko. Tako da smo v območju, ki je iz zelo velike globine se dvignilo gor in je geološko silno zanimivo. In smo to videli, da je tudi uporabno, a ne, in to začeli s pridom izkoriščati. Seveda, ko je prišlo do elektrifikacije, pravzaprav bila tista ključna stvar, ki jo je bilo treba poganjati. Nekaj so bile hidrocentrale, vendar z rastjo prebivalstva ni bilo možno samo s hidrocentralami in zato so bile termoelektrarne ključni tisti porabniki premoga. In pa ne pozabimo, da poleg lesne biomase, kot bi danes rekli, takrat so rekli drva, so uporabljali za ogrevanje tudi premog. Ko so videli seveda, da obstaja tudi neka, recimo manj z sajami bogata metoda, so potem počasi prešaltali na mazut, nafto, kurilno olje in tako naprej, pa tudi plin, ampak še vedno so to fosilna goriva. No, kar se tiče Slovenije, Slovenija je z nahajališči premoga sicer zelo bogata. Jih imamo kar nekaj, Kamižarica, potem dol celo Sečovlja. Najboljši revir, zato se mu tudi reče revir, je pa ravno med Zagorjem preko Trbovelj
Hrastnika, tudi do Laškega in ves ta predel, ki se potem nadaljuje tudi še v geološko zelo podobnem območju Senovega. In zaradi vsega tega, zaradi teh rudnikov smo potrebovali tudi delovno silo. Tako je. In to je bil razlog, a ne, da so bile te selitve. Tako je. Ko se je razvijalo in izboljševalo tehnologijo in povečevalo kapaciteto, je slovenskih rudarjev enostavno zmanjkalo. In zato je bila v tem segmentu priseljevanja najpomembnejša rudarska tradicija Bosne in Hercegovine. Bosna in Hercegovina v severnem predelu, poleg nižavja, recimo Panonske nižine, sega južni del Panonske nižine proti Dinarskemu gorstvu in se tam stikata. No, obstaja pa ena meja, ki severni del delno hribovitega in gričevnatega dela, predno se spusti v Panonsko nižino, se imenuje Bosansko Rudogorje. In imamo izredno dobra nahajališča, ne samo premoga, ampak imamo recimo tudi železo, vareš. Ampak zdaj, če se vrnemo k tem selitvam, a ne, kaj je bil razlog in na kakšen način je, zdaj mi govorimo, Slovenija novačila južne sosede, ampak takrat ni bilo Slovenija, pa niso bili južni sosedi, ampak smo bili kar vsi eno, a ne. Kako je sploh potekalo to, kako je prišlo do tega, da je delodajalec ali pa država sklenila, evo, gremo 200 kilometrov južno, poiščemo, kdo bo delal in jih pripeljemo sem. Ja, približno tako je šlo. Se pravi, zakaj Bosna in Hercegovina? Omenil sem, da je bila zelo dolga ne samo premogovniška, ampak tudi rudarska tradicija. In ti rudniki so bili v Jugoslaviji povezani v eno tako platformo in so med seboj sodelovali. In ker je recimo rudnik Trbovlje, imamo seveda tudi rudnik Velenje in tako naprej, so potrebovali dodatno delovno silo in so prosili, če bi lahko iz tistih območij, kjer so rudniki delovali, ne vem, tudi pri Banja Luki je bil rudnik rjavega premoga, Ivanska recimo, pa potem pri Predoru, zraven Predora Ljubija, skratka, to je vse ta severni predel. No in iz teh območij so prihajali prvi rudarji na delo v Slovenijo, ampak je zanimivo, da se je vmes zgodil tudi baby boom. In seveda ta baby boom je povzročil, da je naenkrat bilo zelo veliko mladih. In zaradi tega je bilo v interesu tudi Bosne in Hercegovine, ki je pretrpela hude žrtve druge svetovne vojne in imela hkrati presežek tega mladega prebivalstva, ji je bilo v interesu, da ji bi lažje zaposlili, ker toliko pa tudi njihovi rudniki niso imeli delovnih mest, so pa potem sledili pozivu iz Slovenije, iz teh rudnikov pri nas in iskali in v sodelovanju z slovenskimi rudniki, v tem primeru rudnikom Trbovlje, so potem iskali, kdo bi bil primeren za to. Ponavadi so gledali, kjer je bila že obstoječa rudarska tradicija ali premogovniška, in potem so to relativno mlade fante prihajali tudi celo v šole, recimo 7., 8. razred, in jim ponujali to možnost. Plače takrat so v načelu morale biti enake, ampak vsi so vedeli, da so delovni pogoji in varnost boljša v Sloveniji, ki gradi na neki avstrijski tradiciji in staro zakonodajo že čez 200 let na področju rudarstva. Tako da so v bistvu, to jih je mikalo. Po drugi strani so bili pa tudi spodbujeni iz lokalnega okolja, dajte se preseliti, ne. Pojdite tja delati. A so to iskali predvsem na vaseh, v centrih mest? To je bilo čisto odvisno. Ponavadi rudniki niso bili neposredno v mestih. Mesta so bila pa hkrati tudi še zelo majhna. Banja Luka je imela mogoče 20.000 prebivalcev, ne. Ni bilo koga iskati še v teh mestih. Urbanizacija na območju Banja Luke se zelo pozno zgodi, šele konec 60-ih z velikim potresom pride do rušenja, tudi zaradi tega, ker so rudniki s svojimi rovi oslabili vrhnjo plast zemljine, so se mnoge stavbe porušile in takrat se je masovno začela blokovska gradnja v 70-ih in se je takrat tudi etnična struktura mesta zelo spremenila, vendar recimo do leta 91 še vedno recimo srbska populacija, ki je takrat bila najštevilčnejša, ni presegla 50%, so bili nekje 47-48%.
In rudarska tradicija je bila pa pretežno med katoliškim in muslimanskim prebivalstvom. In zato so tudi to bili prvi tisti, ki so prihajali. Kaj pa potem v 70., 80. letih so prav tako novačili mlade fante, te so prihajali v Zagorju, recimo je bila rudarska šola in so jih povabili v šolo, vedeli so, da imajo prehrano, da imajo bivanje in pravzaprav, da imajo tudi zagarantirano službo. A vemo, kakšne številke, koliko ljudi je takrat recimo iz Banja Luke prišlo v Zasavje? Zdaj, če gledamo generalno, je treba tudi zaposlovanje v rudarstvu, zlasti v 70. letih, gledati z celovite jugoslovanske perspektive notranjih migracij. Se pravi, tudi če so bile migracije med republikami, to niso bile meddržavne. Postale so take šele po letu 1991. Se pravi, nobenih delovnih dovoljenj ni bilo, a ne? To je bilo dosti bolj enostavno, gladko in delovne organizacije so poskrbele za ljudi, za nove delavce. Poleg tega tudi, ko so v 70-ih novačili nove, takrat več ni šlo več toliko za to rudarsko tradicijo, ampak so dejansko šli na tiste vasi, ki so imele zelo veliko mladih. Mlade fante so potrebovali za... In to vidimo, ko naredimo geografsko karto območij, od koder so se izseljevali, vidimo, da gre za pas ob železniški progi, zaradi tega, ker nekoč še ni bilo avtocest. In recimo cel ta pas, recimo, če greste od Siska po železnici proti Bosanskem Novem, pa potem greste mimo Prijedora, je že zelo močno središče Ljubija, tudi ima svojo železnico, potem pridete preko Ivanske do Banja Luke, od Banja Luke naprej proti Doboju. Ker je bila ta povezava dobra. In je že migracije v 50-ih letih vse poteka po železnici. In takrat je recimo tudi močno zaposlovanje bilo na železniškem sektorju, ker so se železnice obnavljale, nekje se je dodajalo dodatne tire in je bilo potrebno zelo veliko delavcev tudi v Sloveniji na železnici. In tudi ti so velikokrat prihajali iz Bosne. Katero območje v Bosni pa je tisto, iz kjer je največ oseb, ljudi prišlo v Zasavje delati v rudnike? Prav v Zasavje ta severozahodna Bosna. Se pravi, to je območje med Bihaćem in Banja Luko, recimo med Uno in reko Vrbas. Imamo kakšne številke tudi? Ja, migracija recimo do leta 1981 je bila relativno zelo močna. V 80-ih po smrti Tita začne približno upadati, ampak vrhunec priseljevanja splošno v Slovenijo je bil druga polovica 70-ih, prva polovica 80-ih. Potem to dokaj se zmanjša na nekaj tisoč na leto, v neto. Koliko pa je bilo v nekem najvišjem, največji vrhunec, koliko je bilo teh? Recimo v enem letu. Ko je ostalo nekje 12.000 vsako leto presežka, ker je recimo priselilo se jih 20.000, odselilo se jih je 12.000. Ker je bila zelo močna tudi krožna migracija, niso želeli vsi ostati v Sloveniji. Največ jih je v Sloveniji ostalo tisti, ki so bili mladi, pogosto te, ki so prišli tudi sem v te vajeniške ali obrtniške šole. Tako da to je bila tista populacija, ki je potem ostala tukaj. In tudi med to populacijo tudi največ, recimo temu, mi rečemo heteroetničnih, grše je rečeno mešanih zakonov. Skratka, to je, ker so ti ljudje bili dokaj mladi tukaj in so se socializirali v tem območju. Kjer je bilo pa recimo kot v rudarstvu, kjer je bila specifična populacija, je bilo pa število ljudi, ki so s podobnih območij prišli, zelo veliko. In tam ni bilo potrebno se na enak način vključevati, zato recimo ostane recimo ta akcent, ki ga zelo še vedno slišimo. Ja. In je v bistvu tak simpatičen, enim pa zelo odbijajoč, ker mislijo, da so to zdaj nekdo, ki naše službe jemlje. Preprosto mi nismo imeli ljudi za knape. Še vedno danes srečamo, tudi mi smo z rudarji, ki so že več desetletij tu, pa še vedno govorijo recimo bosansko. A je to specifika, ker je takšna masa ljudi naenkrat prišla, ker so delali skupaj, ker so se šolali skupaj, ali je kak drug razlog, da vidite, da je to ostalo? Vse je odvisno od lokalnih koncentracij. Če so na nekem manjšem območju, recimo v Hrastniku, če je bila recimo neka kolonija, kjer so praktično živeli samo mladi iz nekega določenega območja, potem ni bilo nobene potrebe po komunikaciji v slovenščini znotraj njih. In zato se je ta jezik, njihov primarni jezik ohranil.
Tukaj ni neki zdaj interes, da bi se tukaj zdaj desloveniziralo Slovenijo. Ne? Daleč od tega. To so bili ljudje, ki so praktično bili prisiljeni oditi, ker so na delu, poleg te znamenite push-pull teorije, so na delu v bistvu, kot jih jaz imenujem, pseudoprostovoljni vidiki migracij. Se pravi, ustvarjajo se okoliščine, kjer je potem logičen izid selitev, ker je zaposlovanje oziroma delo ena od 7 temeljnih dejavnosti, ki jo človek že s tem, ko živi, pač potrebuje, od bivanja, obleke, hrane in tako naprej, tudi mora nekaj delati. Ne? In seveda ni to v tem smislu ekonomska migracija za njih, da so si zdaj ne vem kaj izboljšali. Oni pri 15 letih niso vedeli točno, v kaj se podajajo. Ne? Tukaj ni bilo nekega velikega avantura. Tudi razmišljali verjetno niso, to so bili najstniki vendarle. Oni so v bistvu samo prisluhnili tem obljubam o boljših delovnih pogojih. To je bila temeljna zadeva. Zdaj pa, če govorimo samo o številkah, je pa recimo od teh, ko sem rekel za ta najvišje število priselitev na letni ravni, recimo je na Zasavje v celoti odpadlo tudi 2000 ljudi, kar je zelo veliko za relativno majhno območje, ki ima danes recimo nekaj 45,000 prebivalcev, mogoče zdaj že malo manj. Mičken čez 50, ker smo Litijo še zraven dobili v naši regiji. Je nekako nenaravno šmartno pri Litiji priključeno osrednje slovenski regiji. Tako. Da v bistvu so malo varljivi podatki. Drugače, jaz sem delal eno raziskavo v primerjavi Prekmurja, Domžalskega konca in Zasavja kot rudarskega, in tukaj se vidi dejansko, da so ljudje, ki so se priselili, nekateri so tudi potem pripeljali si soproge, ker to so bili pretežno moški, jasno. Ne? In seveda nekateri so si, zlasti muslimani, ali danes rečemo bošnjaki, so si v večji meri so se poročali z ženskami, ki so izhajali iz Bosne in Hercegovine. Medtem ko pri Srbih je bil že nižji ta delež, pri Hrvatih, ki so pa bili tudi katoliška tradicija kot Slovenci, je pa skoraj polovica se jih je poročala z lokalnimi prebivalci. Ne? Tako da tudi tukaj so razlike. Ne? A ste morda tudi raziskovali, koliko teh rudarjev, ki so prišli v nekem obdobju, recimo 70-ih, 80-ih v šolo in delali tukaj, ali so morda, koliko je tistih, ki je ostalo in koliko se jih je vrnilo nazaj domov ali pa v rojstne kraje? Zelo malo se jih je vrnilo. Zelo malo, zaradi tega, ker jih je tudi potem zgodovinski čas prehitel. Od vojne govorimo do vsega. Od leta 91 do 95 v Bosni, nekoliko kasneje, recimo začetek 92. Ampak vseeno, to je bila res 4-letno grozljivo obdobje za celotno Bosno in Hercegovino. In seveda ljudje, ki so takrat bili mogoče 35-40 let stari, so seveda potem tukaj ostali. Je pa res, da je ideja o povratku v penzijo pa bila prisotna, in to smo tudi v pogovorih, v intervjujih zaznavali, recimo z ljudmi, ki so bili recimo stari 50-55 let, pa so že malo razmišljali, se pravi to nasplošno. Zdaj pri rudarjih, ki so se pa zelo zgodaj upokojevali, ne, je pa ta refleks do penzije ni pomenil tudi selitev, ampak je bolj pomenil tega, da pa zdaj mi ne bo več treba delati, zdaj bom pa svoboden. Ne. Je pa res, če se vrnem še mogoče na tisto temo, ko smo se prej dotaknili, rudarstvo je bilo res eno tako od temeljnih gradnikov socializma. In je država res poskušala jih nagraditi prekomerno oziroma nadpovprečno, da prvič ne samo, da pritegne ljudi v rudarstvo, ampak tudi, da pokaže, kako je možno z prostovoljnim delom, z temi udarniškimi urami, konec koncev vplivati tudi na vse ostale brigade, na ogromno prostovoljnega dela, na samo prispevek, konec koncev, darovano delo. In to je v prejšnji državi uspelo. Se pravi, v bistvu ta sistem je bil kar dobro razdelan, po drugi strani pa ali se je razmišljalo, kaj pa potem? Vedelo se je, da rudniki se zapirajo, to niso obnovljivi viri energije. Mogoče se je to zgodilo malce prej, kot bi se sicer, ampak ne glede na to, da pač ni neomejen čas. Kaj pa potem? Tako kot ste rekli, nekateri so se že zelo kmalu upokojevali, tudi tam pod 40 let, še danes živijo, že kar lep čas imajo pokojnino in to kar dobre pokojnine običajno.
Ja, ena stvar, ki je bila dejansko ves čas v zraku, je bila v času Jugoslavije, povojne, torej socialistične, kdaj bo umrl Tito. Tega so se najbolj bali. In dejansko vidimo, da v mnogih kazalnikih, tudi v demografiji, tudi v gospodarstvu, vidimo spremembe, ki nastopijo po Titovi smrti. Vidimo tudi, da v Slovenijo ni več takega priseljevanja, da ni več toliko tega povpraševanja po delovni sili. Mogoče predno grem na ta odgovor, bi še dodal, da Slovenija je v bistvu iz dveh demografsko različnih delov sestavljena, najmanj dveh, ampak dva sta res pomembna. Eno je osrednja Slovenija, recimo okrog Ljubljane in vse, kar spada k Ljubljani, drugo je pa vzhodna Slovenija, ki ima več prebivalcev, ampak je bila podvržena gastarbajterstvu, močnemu gastarbajterstvu, kajti industrializacija ni potekala enakomerno, bolj je bila koncentrirana v osrednjo Slovenijo, zato je v osrednji Sloveniji tudi več teh medrepubliških priselitev, recimo sploh iz Bosne, pa ta severno-bosanski del. Omenili smo Banja Luko, Doboj, Bijeljina se kasneje pridruži, potem Sanski most, Ključ, Prijedor, to so zelo močno zastopani kraji. Drugi manj, iz Hercegovine skoraj nič, zelo malo iz srednje Bosne, ker je srednja Bosna sama že bila dovolj razvita, imela močne tovarne, recimo tovarna eksploziva Vitezit v Vitezu, Kakan, to, kar sem že prej omenil z železarstvom. Tako da, ko se je ta industrializacija vršila v osrednji Sloveniji, je takrat vzporedno pritekal tudi odtok ljudi iz Slovenije. Ki so šli kam? Ki so šli pretežno Nemčija, Avstrija, tudi Francija, Se pravi severno. Švedska, tako, ker je to bilo posledica meddržavnih sporazumov, bilateralnih sporazumi med državami z Avstrijo in Nemčijo, že 62 in 63, tako da je takrat tudi bilo sproščeno izseljevanje. No in takrat se pa spremeni tudi za tale naš konc, tukaj za Savje, se pa spremeni, da tam, kjer je bilo res visoka rodnost, pa veliko mladih, je potem druga politika se začela, recimo Hrvaška, tudi Bosna, jo je izvajala, da so spodbujali gastarbajterske migracije, ker je Jugoslavija imela veliko od tega v smislu, da je pridobila dragocen čas za industrializacijo. In računali so, da se bodo ti zdomci vrnili. Pri rudnikih so pa računali, da bo rude zmanjkalo in da jih bodo v tem času, oziroma premoga zmanjkalo, pa tudi rude recimo, da jih bodo preselili v druge industrijske, recimo. Se pravi, so imeli načrte? Imeli so načrte, absolutno. Potem jih je pa seveda 80. in kriza z mednarodnim finančnim skladom, tako zvani monetarni fond iz leta 81-82. To je bil refleks, takrat je bila ena še mini. Torej, to niso bili rudarski, ampak državni načrti. To so bili državni načrti. Tukaj ni bilo te zasebne iniciative. Vedno je država imela v mislih, če v neki regiji nekaj spremenim, kaj se mi pokaže v drugi regiji. Zelo dobro Se pravi, so zelo široko razmišljali. Recimo danes, ko v Sloveniji ni pravzaprav nobene te medregionalne pameti v vladajočih strukturah, pa ne samo v vladi, nasplošno, nimamo niti regij takih, kot bi morale biti, da bi imele neke določene funkcije, da bi prepoznavale svoje probleme. Zasavje nima statusa regije, razen na papirju, ne? Nima niti organov regionalnih. Razbito je tako, kot vse ostale regije, v te male občine z slabimi povezavami, razen vlaka, jaz sem uporabil vlak, mislim, da je to super varianta. Ste imeli srečo? Dosti in tudi lepo, udobno se pripelješ, ampak je pa resnično problem v tem, da je Zasavje postalo odrezano. In ko ti vzameš eni zelo tipično revirski coni funkcijo, potem se soočiš z potrebo po prestrukturiranju. Nekaj se sicer dela v to smer, ampak to je zdaj vse odvisno od privatne iniciative. Ni več državnih načrtov. So neke v oblakih, neke ideje, vsak drugi projekt mora navesti, koliko delovnih mest bo odprl. Potem se sorte tam dogaja in se izmišljuje, kaj bi notri človek napisal, ne? Ampak v resnici ni plan, ne?
Ni bila. Zdaj, če se vrneva morda še na zgodbe rudarjev, omenili ste, da ste se pogovarjali z nekimi osebami, ki so v nekem času migrirale v Slovenijo. Kakšni so bili njihovi razlogi, tako da so jih navedli, ali so bili to mladi fantje? Recimo tudi mi smo se pogovarjali, ene zgodbe so bile, da so v bistvu kar starši določili jim, da bodo šli, ali zaradi varnosti, ali zaradi finančne varnosti. Kakšni pa so vaši odzivi bili teh rudarjev? Ja, glede vzročnosti samih migracij moramo obvezno, mislim, zelo dobro je, da ne mečemo vse v isti koš, da razločimo obdobje, ko je Jugoslavija obstajala, in obdobje po vojni, ko se selitve zelo zakomplicirajo, ker je bilo treba najprej sploh vzpostaviti države, in to 6 plus kasneje še Kosovo. Skratka, to je postalo zelo zapleteno, urejanje bivališča, delovne pogodbe, zelo veliko stvari. Ker predtem so bile te migracije, sploh ni bila migracija pravzaprav. Ja. Medrepubliške selitve se je temu reklo in so jih pa zelo dobro spremljali in tudi statistični urad jugoslovanski je bil zelo dober, zelo kvaliteten, tudi slovenski. Republiški so bili tudi dovolj kakovostni, zlasti pa zvezni je bil zelo močen in je na ravni republik vedno gledal medrepubliške selitve in etnično strukturo in na ta način spremljal, kako se v lokalnih območjih etnična struktura spreminja. Naprimer, preko smo omenjali Banja Luko. Banja Luka je iz neke tripartitne strukture, kjer je praktično v širšem območju bilo razmerje med pravoslavnimi, danes bi rekli Srbi, katoliki, danes bi rekli Hrvati, in muslimani, danes bi rekli Bošnjaki, približno 1:1. Ne? To je potem eskaliralo, da imate danes, ne vem, verjetno okrog 90% so postali samo Srbi. In obratno imate pa tudi recimo v federaciji so območja, ki so jih recimo Srbi ravno tako zapustili. V tem primeru pa pač Hrvati in Bošnjaki. Ne? Tako da to je popolnoma novo obdobje, ne, ki ga je povzročila vojna. Predtem imamo pa recimo podatke o tem, kako se je spremenila že takoj leta 1948 podatke zaradi političnih migracij. To pa niso bile te psevdoprostovoljne, ampak so bile prav politične, ko so pa iz zelo najbolj zahodnih območij, kjer so še bili prisotni zgoščeno naseljeni, recimo Srbi, uporabljali jih po izgonu Nemcev iz Vojvodine in so jih preseljevali tja. S tem so oslabili lokalno strukturo, recimo v Dalmatinski Zagori na Hrvaškem, potem v Srbski krajini na Hrvaškem, tako imenovani Srbski krajini in tako naprej. So pa tudi oslabili zahodno Bosno, zlasti Ključ, Prijedor, Sanski most, je zelo veliko srbskega prebivalstva izgubil. Ko pa enkrat ti poženeš prebivalstvo, da je masovno izseljevanje iz majhnih sredin, potem pa to postane zgled za druge. In posledično so tudi za temi rudarji prva populacija, ki je Bosno zapuščala in se selila v Slovenijo, zlasti v gostinstvo in železnice, pa kasneje seveda potem tudi carine, vojska, tudi politika v končni fazi delno, so bili Srbi, bosanski Srbi. Tem so sledili, ves čas je bilo izseljevanje itak Hrvatov, ampak Hrvati se niso toliko v Slovenijo izseljevali. V Slovenijo so Hrvati pretežno s Hrvaške prihajali. Ampak je tudi nekje 15 do 20% slovenskih Hrvatov izhajalo iz Bosne. Kaj pa Zasavje? Ki pa so bili zadnji tisti, ki so se začeli izseljevati iz Bosne in Hercegovine masovno. Kaj pa Zasavje? A ste spremljali tudi strukturo ali po narodnosti ali po veroizpovedi, kako se je v Zasavju to spreminjalo v času 50, 60, 70, 80 leta recimo? Ja, v Zasavju prvo prebivalstvo, ki je praktično že od 19. stoletja prisotno hkrati z recimo temu Slovenci, takrat se še nekateri niti niso tako opredeljevali, so bili Hrvati oziroma priseljeni iz območja Hrvaške. To je že okrog leta 1800 imamo podatke, ne? Ampak takrat še ni bilo teh uradnih popisov. No, potem to vztraja že dolgo časa, prihajajo tudi drugi, celo iz Francije imamo podatke in tako naprej. No, ko pa se začne jugoslovansko obdobje, pa res povečano to eksploatacija, so najprej bili, se pravi, kot rudarji Hrvati, potem so pa masovno Bošnjaki muslimani. Srbov zelo, zelo malo, ne? Ker to ni bil njihov delokrog. Rudarski poklic je bil tipično
Se pravi, je zaradi teh rudarskih pokrajin južno prišlo do tega, da so približno te kraji ves čas bili tisti. Poleg njih, potem kasneje v baby boom generaciji, se pravi konec 60-ih, začetek 70-ih, je tam potem tudi iz drugih krajev, ampak še vedno ta severni del, severozahodni del. Zelo, zelo, zelo tipično, to se na zemljevidih zelo lepo vidi. Kaj pa po veroizpovedi? V bistvu, kako se je spreminjala potem struktura Zasavja glede na priseljevanje? Ja, Zasavje veste, da je, vi to bolj veste, bil je Čebinski kongres, tukaj je rdeče, a ne? Partizanska puška počela in tako naprej. Skratka, tukaj nekako vera v smislu neke institucije, institucionalna vera ni imela zelo velike opore. To se je šele potem poskušalo nekako pojačati. Ne? Tako da, recimo za Zasavje so podatki, da je zelo velik delež neverujočih, ne? V primerjavi s Slovenijo. Bil takrat v jugoslovanskem času. In to je bilo tipično za rudarsko območje ali pa za premogovniško. Ne? Tako da, ampak imeli so pa Sveto Barbaro pa tako. Absolutno, to so stari zavedniki, ki jih niso želeli zanemariti. Še danes, če greste gledati predore, ki jih kopljajo tudi mnogi bivši rudarji na območju, kjer so opuščeni, recimo premogokopi ali pa rudniki, so ugradili v tunel podobo Svete Barbare. Prav taka, kako bi rekel, tak bohkov kotek z Barbaro. Ne? To je tam v tistem tunelu pod Dekani, ne, pri Kopru, recimo. To je en tak, ker je to zadnji tak velik projekt, ne, da se to dela. Ampak načeloma se to, pri vseh je ta simbolika prisotna. Tako da, kar se pa po veri tiče, so seveda najprej prihajali katoliki, zelo pozno pa v bistvu šele tam v druga polovica 50-ih prvi, ampak masovno muslimanov ni bilo pred 70 leti v ta kraj, recimo sem. Kasneje pa po 70-ih. In so dejansko tudi poleg Velenja in tudi v zasavsko-trboveljsko-hrastniški del so tudi druga najbolj zastopana etnična skupina. V bistvu so bili dolgo časa Hrvati so prednjačili, v 80-ih letih so pa postopoma prevzeli relativno večino med priseljenimi oziroma med po etničnosti, ne? Ker pri Hrvatih ni nujno, da so bili priseljeni, ne? Ker je že pač taka tradicija dolga bila. Ne? Se pravi, po letu 91 je pa to začelo. Ti podatki so vsi bili po popisu prebivalstva, se pravi, kako so se sami opredelili? To je po popisu prebivalstva, jaz sem pa poleg tega še anketo izvedel v celem Zasavju, od Zagorja do Hrastnika, vse te tri trdozasavske občine. Litijo, pa še to je novo zdaj, to ni rudarsko tako v tem smislu, v teh rudnikih, no? So sicer tudi tam imeli rudniki. Ja, Sitarjevec, ampak drugi rudnik, ne? Ja. Pa bi rekli, da je v bistvu tudi na, a ste mogoče tudi te stvari pogledali, kako je na družbeno življenje so vplivali te selitve, to so pravzaprav, kako ste omenila, ne, Zasavje je bilo prej par kmetij in nekih rodbin, celo priseljenih, kot slišimo, iz Francije pa drugih krajev, potem pa je nekako rudnik prinesel vsa ta priseljevanja in se je družbeno življenje posledično temu prilagajalo. Eno je naredil socializem, to družbeno, kaj je bilo vse, kaj pa potem, kako se je v bistvu to oblikovalo, a se je prilagajalo tem priseljencem, rudarjem, ali kako, na kakšen način se je oblikovalo? Po letu 91 je, kot sem že rekel, drugačna zgodba. Treba je pa povedati, da že v 80-ih narašča en resentiment, en odpor do južnjakov, kot so jim rekli, pa potem še grše izraze, jaz jih ne bom tudi. Zakaj pa? Zaradi tega, ker so bili prepričani, da je ogrožena slovenska narodna podstat, neko slovensko bistvo, ne. In je prišlo do tega kar globokega razdvajanja, sicer povsem neupravičeno, ker migracije po letu 95, recimo, ali pa po letu 91, če rečemo, sploh pa po letu 2015, so v takem obsegu, da Slovenija še nikoli ni imela toliko migracij. Cele jugoslovanske migracije so polovica tega, kar imamo danes. Tako da takrat ni bilo absolutno nobene ogroženosti, ampak je že takrat bil Ampak zdaj verjetno so, iz kje prihajajo, drugje, nič več ni samo Bosna, Srbija pa Hrvaška? Tako je. Slovenija v celoti gledano, to imamo dobre podatke,
kot je Slovenija dajala pretežno Hrvaški svoje prebivalstvo, tako je pretežno iz Hrvaške, ker imamo najdaljšo mejo, polovica vseh zunanjih meja je slovensko-hrvaška meja, tako da je to logično in pričakovano, je tam bila glavna izmenjava. No, zaradi industrije in rudarjenja, potem se priključijo še Jesenice ob Velenju in se pravi samem Zasavju. Takrat, potem se pravi druga polovica 70-ih, pa zlasti v 80-ih, pa se poveča priseljevanje muslimanov oziroma bošnjakov. Ne? In zato naraste delež priseljenih iz Bosne, ampak večino znotraj jugoslovanskih migracij prevzame šele po letu 80. Predtem je še vedno glavno izvorno območje so ti obmejni kraji na Hrvaškem. Zlasti Kajkovski, Međimurje, čez 10.000 ljudi je do leta 91 recimo prišlo v Slovenijo. Ne. Dejali ste, da so bile migracije prej v času 60-ih, 70-ih, tudi 80-ih let tako državno kar dobro načrtovano. Vedelo se je, kaj se dela, na kakšen način želijo, da se te stvari zgodijo. A smo se kaj naučili v današnjih migracijah iz tega ali še kar ne? Zdaj ste me spomnili, da nisem dovolj povedal o teh vzrokih samih selitev. Pa bi mogoče še to dodal. Ko sem omenil prej te psevdoprostovoljne vzroke, največkrat, kaj so ljudje navajali, so rekli, ja, lahko sem šel samo v to šolo, lahko sem šel v mašinsko, lahko sem šel v gostiteljsko, lahko sem šel v tercijalno, ne vem, kaj to sicer takrat natančno pomenilo, ampak to so bile neke poklicne šole. Niso mogli iti na gimnazijo, niso mogli iti na fakulteto. Se pravi, omejeno so imele neke določene. In rezervirano za ideološko dominantno plast, da se tako izrazim. In recimo, ko sem delal strukture delavskih svetov po podjetjih, recimo je bilo muslimanov od več kot tretjine prebivalcev, takrat sicer njihov delež je relativno zrasel, zato ker se je delež Hrvatov in Srbov zmanjšal, zato samo delež, ne pa nominalno, a ne? Tako, nominalno tudi deloma, ampak ne zaradi rodnosti, ne. So potem povezovali islam, da ima zdaj ne vem višjo rodnost. Najvišjo rodnost v Bosni so imeli katoliki, to je tradicionalno. Ne? In so se tudi podvojili številčno od leta 1880 do 1931, do 50 letih, recimo za oris. Potem druga svetovna vojna je tudi naredila svoje, ja. Ampak recimo od 1/3 muslimanov samo 13% je sedelo v delavskih svetih. In 2/3, 67 približno procentov je bilo Srbov, kljub temu, da jih je bilo takrat okrog 38% v prebivalstvu. Hrvatov je bilo okrog 24-25 in jih je bilo približno 21 v teh. In to je še leto 67, se pravi, še daleč do. In se je vendarle to zelo, je bilo kar neugodno, ne? Ker je bila ta stigma nekega ustaštva, da so zlasti v vzhodni Srbiji. Verjetno nek strah, ki ga sicer niso znali mogoče obrazložiti. Ker muslimani v Bosni, sicer to niso bili Turki etnično, to so bili Slovani, ki so zaradi nekih razlogov, največkrat zaradi premoženjskih, prevzeli islamsko veroizpoved v času turškega imperija in so bili lastniki te zemlje, oziroma upravljavci, oziroma fevdalci praktično do Prve svetovne vojne, do agrarne reforme. In je bil vedno strah po revoltu. In se je tudi tak revolt zgodil, recimo okrog leta 1950 v Cazinu, to je najbolj skrajni del Bosne in Hercegovine. Še bilo blizu meje, ne? Vržeš do Kolpe kamenček ali pa puščica, mogoče leti do tja. Je bil kmečki upor, tako zvana cazinska buna. To je Vera Kržišnik-Bukić o tem pisala zelo zanimivo in zelo debelo in poučno knjigo o tem. Ampak to so bili kmetje, ki so postali kmetje. Predtem so bili pa skoraj da veleposestniki. S tem, da ima tudi ta najskrajnejši zahodni del Bosne, ima tudi svojo migracijsko zelo zanimivo zgodovino, ker so to muslimani, ki so po prestopu v islam se umikali iz teritorijev, ki so jih Turki izgubljali. Se pravi, so v glavnem bili iz Like ali pa z Korduna, pa potem ta del tukaj Slavonija. In če pogledava današnje migracije, ali se lahko na temeljih takratnih učimo, kaj je bilo prav, kaj ni bilo prav, kaj je bilo dobro? So bile mogoče celo bolj načrtovane včasih, kot so danes?
Danes so seveda dokaj logične, je pa ravno tako potekajo ne samo novačenja. Danes imamo dosti hujše oblike zlorabe delavcev oziroma teh migrantov, če rečem čisto na splošno. Recimo velikokrat ali pa skorajda praviloma se ne zgodi tisto, kar jim je obljubljeno. Imamo zelo veliko teh napotenih delavcev, ki jih mi praktično ne vidimo, so pa vodeni v naših statistikah, potem pa so nekje poraztepeni po raznih deloviščih zahodne Evrope oziroma tam, kjer je več investicij, zlasti v gradbeništvo danes. To je en vidik. Po drugi strani pa so načrtovane, ampak mikro, glede na samo panogo. Ni pa enega pregleda na teh. Krovnega. In zato je toliko stvari narobe. V jugoslovanskem času je pa to bilo načrtovano, pazilo se je in se je tudi obrate za poslovalne centre tako v smislu razporejalo, ustanavljalo, da se je približno lahko lokalno prebivalstvo kolikor toliko zaposlovalo. Eden od razlogov, mogoče če dodam še k tistemu gastarbajterstvu, ki sem se ga prej dotaknil, je bil pa tudi, kako bi rekel, ena doktrina industrializacije, da ljudi umakne od agrarnega sektorja. In seveda panonski del Slovenije je seveda bistveno bolj intenziven v smislu obdelave in proizvodnje hrane in vsega tega. No, in od tam je šlo največ recimo teh gastarbajterjev. Medtem ko industrializacija ni šla sorazmerno v ta prostor, ki bi lahko šla. Tako da mi recimo do leta 1991 dobimo nekje okrog 157 000 priselitev iz območja bivše Jugoslavije. Do leta 1981 imamo odlične podatke in iz Bosne dobimo 41 000 v Slovenijo. Od teh 41 000 je bilo 8 000 Slovencev povratnikov, ki so jim tukaj ravno tako rekli Bosanci. In če znotraj tega potem razdelimo v Zasavje in v te rudarske kraje, je v zadnjem obdobju Jugoslavije največ Bošnjakov prišlo, največ muslimanov, kot sem že prej povedal. Kaj bi se pa lahko naučili? Naučili bi se lahko, da je potrebno imeti tudi pregled in ne samo reševati z nekimi novelami zakonov, ko se že neko je kapla čez rob, ampak ko so že mnoga vedra. Ko je že prepozno. In recimo manjka kritično je problem centralizacija in manjka regionalno planiranje, zelo manjka. Zdaj se sicer nekaj na to temo dela, neki regionalni plan se je pripravil to je vzorčni model za Gorenjsko, to je sicer v okviru statističnih regij, ki nimajo neke politične pristojnosti, kar bi morale recimo... To, kar smo že prej govorili o tem regijskem, ne? Te notranje mikrorazlike lažje zbalansirali, ker funkcijo malih občin so imele male občine takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, da so si zasfaltirali ceste. Potem se je pa ustavila kapaciteta, kaj sploh še lahko naredijo. Manjša, ko je občina, manjšo možnost ima delati nek prostorski načrt, manj ima znanja in več napak naredi. Ne morete imeti 200 obrtnih con, ne morete imeti 200 vinskih poti, 200... Se pravi, bi bilo morda smiselno, da tako evropska oblast kot naša slovenska gre v malo šolo jugoslovanskih migracij, ne? Ja, mi imamo zanimiv primer iz Skandinavije. Znano je, da so zlasti Skandinavci budno študirali samoupravljanje in jih je Jugoslavija silno zanimala in so stalno potovali sem se učiti. Tudi recimo sam Edvard Kardelj je imel recimo znamenito predavanje enkrat v Oslu, imate celo v njegovih zbranih delih, si lahko preberete, kaj so se pogovarjali. No, Švedska recimo konkretno je uporabila sistem jugoslovanskega samoupravljanja, ampak ga je za začetek probala na lokalni samoupravi. In je to preneseno iz Jugoslavije. Seveda, po letu 1991 je to seveda moralo biti vse za nič, zavladali so drugi interesi in seveda, ker ni bilo veliko... In smo pozabili, da se lahko učimo iz zgodovine. Tako, in ker ni bilo veliko privatiziranega, je to bil strahotno privlačen plen za privatizacijo. In tako pride do te pretvorbe. V kratkih besedah povedano. Vse so kompleksne stvari, ampak da si bodo ljudje lažje predstavljali.
Dobro, najlepša hvala. Izčrpno ste nam orisali te migracije. Jaz mislim, da bi lahko zagotovo govorila še kakšno uro, dve, tega je zelo veliko. Poskušali smo strniti in čim bolj prikazati za Zasavje, tako da jaz upam, da so naši poslušalci tudi sprejeli, kar smo povedali. Zagotovo ima vsak od vas še kakšno zgodbo, pa se vidimo v naslednjem podcastu.